Pozdravljeni, danes sem za vas zopet pripravila splošno napoved in tudi napoved za vsa astrološka znamenja po vedski astrologiji Džotiš in seveda tokrat za leto 2026, torej leto, ki prihaja. Torej danes bom v tem videu predstavila dogodke, ki se bodo odvijali v letu, ki prihaja, torej v letu 2026. Kakšno pa bo to leto? Torej leto 2026 bo predvsem primerno za neke nove začetke, večje podvige in tudi ustvarjalne projekte. Zgodili pa se bojo seveda tudi nekateri večji premiki, lahko celo usodni preobrati za nekatere. Seveda je to zelo odvisno od vaše natalne karte, tukaj vedno v teh videih podajam neke splošne informacije in splošne napotke. Zdaj, če pa pogledamo na splošno, bo predvsem to leto dobro za zračna in vodna znamenja, torej zračna za dvojčke, tehnice in vodnarje, ti bojo blesteli v prvi polovici leta, vodna, raki, škorpioni in ribe pa v drugi polovici leta, ki prihaja. Torej, če ste v ascendentu, imate luno ali sonce v teh znamenjih, sonce je posebej pomembno v tem letu, ali pa če imate druge pomembne planete, potem seveda to za vas velja. Predvsem vodna znamenja bodo končno doživela preporod in blagoslov v tem letu, kar je za njih zelo pomembno, ker leto 2025 je bilo za njih precej naporno. Seveda to se bo nadaljevalo še nekaj mesecev. V letu 2026, torej do junija 2026, v drugi polovici leta pa bojo zagotovo zaživela, ker konec leta, torej druga polovica leta pa konec leta bo za njih dober, ampak konec leta pa prihaja blagoslov tudi za ognjena znamenja, torej posebej za leve. Zdaj, torej, dogajanje v letu 2026 se bo precej umirilo, ne bo več tako pestro, nemirno, razburljivo, kot je bilo leto 2025, tudi ne tako naporno. Zato pa bo zaslužen Jupiter, ki se bo v juniju premaknil v astrološko znamenje Raka, in bo sabo prinesel pomirjanje oziroma kolektivno željo po spravi, po miru, torej po pomiritvi, in bo to za nas torej vse zelo dobro. In zato bo to zagotovo bolj mirno leto. Zdaj, če me še ne poznate, pozdravljeni, sem Uršula, sem vedska astrologinja, sem tarot svetovalka, sem tudi mentorica mojega programa Oracle of Light za dvig zavesti, sem tudi učiteljica okultnih vsebin, torej vse, kar delam, Džotiš, tarot, ciganke, pač tudi učim. In naredila sem tudi svoje karte, ki se imenujejo srednjeveške orakelske karte Rosetta, in tudi za njih imam tečaj pripravljen, torej se lahko pri meni naučite brati iz njih. Lahko pa jih seveda tudi kupite, spodaj bom prilepila link, tako za nakup ali pa za tečaj. Zdaj, zelo sem vesela, da ste tukaj na mojem kanalu, torej Orakel uči Oracle of Light Uršula Zakrajšek. Vabim vas, da se na moj kanal naročite, da ga všečkate, da bo več ljudi videlo to napoved in da me seveda spremljate še naprej, da spremljate moje napovedi po Džotišu, po tarotu in da se pač seveda skupaj veselimo novih začetkov. Zdaj, najprej povem, da so na mojem kanalu torej vsem dostopne vse moje splošne napovedi povsem brezplačno. Napovedi za vsako znamenje posebej pa so dostopne tistim, ki so vpisani na moje e-novičke. Nekatere napovedi so dostopne na mojem blogu, na oracleoflight.org vsem, torej splošni napovedi po znamenjih, torej nekatere napovedi po znamenjih, predvsem za večje premike, so pa dostopne seveda tistim, ki so vpisani na moje e-novičke. Zato vas vabim, da se vpišete. Lahko se vpišete preko linka, ki ga bom prilepila spodaj, ali pa preko moje spletne strani oracleoflight.org. Zdaj, po vpisu na novičke boste pa letos prejeli pisno napoved za vsako znamenje posebej, torej napoved za vsa znamenja za leto 2026, seveda splošna napoved. Veliko je odvisno od vaše osebne natalne karte, ampak te napovedi so tudi dokaj natančne in vam bodo kar pomagale, ampak seveda to napoved za vsa astrološka znamenja za leto 2026 dobite samo po prijavi na e-novičke, torej ta ne bo dostopna na mojem blogu, na moji spletni strani oracleoflight.org. Zdaj, moram pa seveda povedati, jaz upoštevam sideralni netropski zodijak, sem vedska astrologinja, torej upoštevam realno slika neba in napoved za astrološka znamenja je narejena glede na vaš ascendent in luno. Letos svetujem, da posebej pogledate sonce, ker je sončevo leto.
Zdaj, če ne veste, v katerem znamenju imate ascendent, luno in sonce po vedski astrologiji, lahko to izveste tako, da greste spodaj v opis, tam bom prilepila link. Ta link vas pelje na spletno stran, tukaj izpolnite tabelico z vašimi rojstnimi podatki, na ta način pridobite te informacije. In seveda na ta način potem lahko spremljate moje mesečne napovedi, potem napovedi za velike premike planetov in tudi druge napovedi, narejene seveda po vedski astrologiji. Zato morate torej vedeti, kje imate ascendent, luno in sonce po vedski astrologiji. Drugače pa naj vam najprej vsem, vam, ki gledate ta video, zaželim uspešno, zdravja polno, veselo, uspehov polno novo leto, ki prihaja, torej leto 2026. Torej, bodite zdravi, srečni, zadovoljni, bodite optimistični, torej tale Jupiter v raku, ki prihaja, nam bo zagotovo vsem nam prinesel več miru, več optimizma, več veselja. Tako da želim vam res uspešno, veselo leto 2026. No, zdaj pa kar začnimo z našo napovedjo. Torej, v tem videu sem se osredotočila na glavne astrološke vplive, ki bojo zaznamovali leto 2026 in jih bom opisala na splošno. Za vsak premik konkretno bo pa narejena napoved na mojem blogu ali na YouTubeu tekom leta 2026. Kaj to pomeni? Naprimer, konec leta se Venera obrne retrogradno in bom naredila napoved splošno za to retrogradno Venero in tudi napoved po znamenjih in potem bo ta napoved dostopna ali na mojem blogu ali pa na video, na YouTubeu. Zdaj seveda moram še enkrat poudariti, torej leto 2026 bo seveda za vas, kaj se bo dogajalo, bo seveda odvisno od tega, kaj ste v ascendentu, kje imate postavljeno luno, posebej sonce in kakšno imate zaporedje daš, obdobij v vaši rojstni karti. In zato je razumevanje leta 2026 zelo osebno, je pa seveda res, da lahko pazimo na katere močne kolektivne vplive, o katerih bom pa zdaj tudi nekaj povedala v tem videu. Torej, kot sem rekla, bo leto 2026 umirjeno leto, za kar je zaslužen Jupiter, ki bo najprej prinesel blagoslove zračnim znamenjem, kasneje pa vodnim. Največje blagoslove pa bodo prejeli tisti z ascendentom ali luno v raku, tudi soncem. Seveda zelo dobro pa bo to leto tudi za ribe in škorpijone. Za njih bo to resnično leto velikih premikov, sodnih prevratov, ampak v pozitivnem smislu, ker bo Jupiter gledal v drugi polovici leta tudi na Saturna in bo tudi ta Saturn bolj blagodejen. Ampak še preden pa nekaj povem o Jupitru, Saturnu in drugih planetih, pa naj najprej povem, kakšno je leto 2026 glede numerološkega in duhovnega pomena leta. Za leto 2026 je leto Sonce, Surje. In zato je to leto osebne moči, čiščenja karme, tudi prebujanja dharme, torej našega poslanstva. In zato to ni čas za neke majhne podvige, ampak za večje preboje. In to posebej za vodna znamenja. Torej, zakaj pa je leto 2026 leto Sonca? Zdaj, če pogledamo letnico 2026 in seštejemo števila, 2 plus 0 plus 2 plus 6, dobimo 10, ki se reducira v število 1. In v vedski numerologiji pa enko razumemo kot leto Sonca, kot leto Surje. Torej, 1 je število Sonca in zato novih začetkov. Sonce je seveda vir svetlobe, v vedski astrologiji predstavlja avtoriteto, vodstvo, energijo, življenjsko silo, našo kariero, potem naše zdravje. In seveda zato leto 1 prinaša močan poudarek na vseh teh vsebinah, torej tudi na identiteti, torej na vodstvu, tudi na našem namenu in osebni moči, ker Surja predstavlja tudi našo dharmo, poslanstvo. In zato je to leto, ki je zelo primerno, da se lotite nekega večjega podviga, projekta, da pogumno manifestirate stvari, ki si jih želite. To je seveda leto možnosti, da stopite v najbolj pristno verzijo sebe, da živite sebe. Zdaj, podobna energija je bila naprimer v letu 2017, zato je mogoče dobro, da se ozrete malo nazaj, pa se vprašate, kje ste takrat začeli novo poglavje, kaj ste sprožili v svojem življenju, ker leto 2026 bo nosilo zelo podobno vibracijo. Seveda posebej močno bojo tu čutili tisti, ki so v daši, to je v obdobju Rahuja, Jupitra ali Sonca. To bo za njih zelo, zelo pomembno leto.
Zdaj, kakšen pa je numerološki pomen števila 1? Torej, število 1 predstavlja nove začetke. Ne? V astrologiji je to oven, prva hiša, ne? In vedno predstavlja nek pionirski duh, preboje, nove začetke. Torej, zato lahko v letu 2026 pričakujemo torej, nek začetek novega cilja, nek torej, prebujanje odločnosti, torej, poguma, naše notranje avtoritete, ki se bo prebudila. In seveda zato nas leto 2026 zelo spodbuja, da prevzamemo vodstvo nad svojim življenjem, namesto da čakamo, da se stvari zgodijo kar same od sebe. Tisti, ki bojo čakali, ne bojo nikamor prišli. Torej, to je leto za pogum, da stopimo naprej, da pokažemo sebe. Ker energija sonca prinaša možnost za več samozavesti, več jasnosti, potem tudi za željo po vidnosti, po vplivu, tudi za to, da pokažemo svoje talente, ustvarjalnost, avtoriteto. Je pa seveda res, da imamo svetlo, imamo pa tudi senčno stran sonca. In zato je zelo pomembno, kam boste usmerili svojo moč. Ker sonce seveda predstavlja darmo, poslanstvo, predstavlja pa tudi naš ego. In če preveč delamo na egu, potem ni v redu. Ker ko je sončeva energija uravnotežena, prinaša res dobre stvari, spoštovanje, jasen občutek smeri, potem slavo, voditeljske sposobnosti, tudi občutek poslanstva. Ko je pa porušena, pa lahko zelo okrepi ego, da smo preveč ponosni, da se izoliramo, preveč trmasti, da imamo neko potrebo po nadzoru, kar pa ni v redu. Zato bo ključna lekcija v letu 2026, da osebno moč uporabljamo v službi darme, v službi našega poslanstva, ne pa v službi ega. Torej ne smemo delati na egu, to si morate zapomniti. Seveda sonce najbolj sije takrat, ko ogrevamo druge, ne pa ko jih zažgemo. Torej, zdaj, kakšne bodo torej zdaj glavne energije leta 2026, torej, če gremo zdaj pa na, bom rekla, bolj na planete, na postavitve planetov, torej, verjetno vas veliko čaka, da se bo leto 2025 zaključilo, torej, za mnoge je bilo to leto kaotično, težko in zelo čustveno naporno. To je bilo naporno tako na osebni, kot je bilo verjetno tudi na kolektivni ravni. Zdaj, vem, da je bilo naporno za nekatere ljudi osebno, ker naredim zelo veliko džotiš analiz in nekaterim je bilo res težko v tem letu. Ampak leto 2026 zagotovo prinaša več stabilnosti, številne nove začetke in tudi več miru, kar je za vse nas zelo dobra novica. Izjemno močan bo letos Rahu, to je severni lunin vozel, ki je še vedno v svojem znamenju, torej v vodnarju, in je zato zelo močan. In to bo povzročalo določeno mero kaosa, ker je Rahu tukaj skoraj do konca leta, ampak bo pa tudi prinašalo, kot je do zdaj, izjemno hiter napredek na področju tehnologije. Seveda ta razvoj, ki smo mu zdaj priča, je skoraj neverjeten, verjetno se ob njemu vprašate, ali je to vse potrebno, oziroma kam svet drvi, ampak tako je. Torej, umetna inteligenca se je res razvila, se razvija s svetlobno hitrostjo in se bo še naprej, tako da to je res en tak, bom rekla, premik in torej ni čudno, da se tako razvija, ker je Rahu v vodnarju. Vodnar je pa dejansko torej znamenje tega inovacij, tehnoloških inovacij. In zato je to tako in bo to še v tem letu tudi še naprej se razvijalo. In Rahu v vodnarju tako še vedno prinaša v tem letu svežo, inovativno energijo kot v letu 2025. In seveda to bo tudi tako naprej v tem letu, ki prihaja. Zdaj tam, kjer se nahaja vodnar v vaši natalni karti, torej v tisti hiši, se vam tudi v letu 2026 lahko zgodijo neke nepričakovane stvari, ali pa se vam nekaj obrne v nepričakovano smer, to lahko pričakujete, ker Rahu je nepredvidljiv. Ampak iznajdljivost, nenavadne ideje, sposobnost razmišljanja izven ustaljenih okvirjev bodo tudi v tem letu vam v pomoč, torej če boste tako razmišljali, boste lahko zelo napredovali in ponujale se bodo nove poti iz težav, nove rešitve in seveda, če jih boste izkoristili, boste seveda to leto lahko, bom rekla, boste v tem letu lahko polno izkoristili svoje potenciale, ker leto torej sonca je leto novih začetkov in če boste torej iskali neke kreativne, ustvarjalne rešitve, boste res lahko začeli z nekim dobrim novim projektom, ki vam lahko uspe.
Torej, na kolektivni ravni lahko še vedno pričakujemo tehnološke preboje, nove družbene premike, kreativne inovacije, torej marsikaj se bo dogajalo. Prihajajo drugače tudi večje spremembe na področju potovanj, migracij, verjetno se bojo spreminjala pravila glede priseljevanja, to se je dogajalo že v letu 2025. Zaradi vplivov Jupitra pa se bodo pojavljale nove oblike globalnega vodstva, ki bodo delovale bolj stabilno, kot so do zdaj. Ampak spremembe bojo pa vseeno stalnica. Zdaj, jaz ne bi več o tem rahuju govorila, tudi o ketu nisem kaj dosti govorila, torej to sta karmična vozla, ker imam napoved za rahuja v vodnarju in ketuja v levu, torej že narejeno in je za vse vas dostopno na moji spletni strani, kot članek na blogu, bom spodaj prilepila link, pa si to lahko preberete, torej kaj rahu v vodnarju in ketu v levu prinašata, ker bo to skoraj še celo leto 2026 in je to še vedno zelo aktualna napoved. In tam imate tudi napoved za seznamenja. Jaz bi najprej, oziroma ne najprej, torej nadaljevala bi z Jupitrom, ker zelo pomemben je v tem letu Jupiter, kot sem že večkrat omenila, on je glavni igralec v tem letu in tudi Saturn, ki je pod njegovim vplivom, ker Saturn je v ribah in Jupiter mu vlada. Zdaj oba, tako Jupiter kot Saturn, prinašata širitev, prinašata karmično poravnavo, seveda ob tem pa je Jupiter glavni planet in prinaša večje spremembe. Zdaj, leto 2026, kar se tiče Jupitra, lahko razdelimo na 3 glavna obdobja oziroma 4 faze rasti, ker bo Jupiter, guru, planet modrosti in širitve, tudi optimizma, v enem letu prešel 3 astrološka znamenja, vplival bo pa tudi še na eno dodatno. Torej, potovanje v letu 2026 bo začel v dvojčkih, potem bo vstopil v raka in kasneje v leva ob koncu leta. Bolj natančno, če povemo, torej od januarja do junija 2026 bo Jupiter v dvojčkih in bo tudi v tesni povezavi z rahujem in to bo seveda čas hitrih premikov idej, tudi kaotičnih, ampak inovativnih procesov. Verjetno bo šlo zelo dobro našim športnikom, ki so kakorkoli povezani z letenjem, naprimer smučarski skakalci, njim bo šlo zagotovo dobro. Na splošno jim gre njim zelo dobro tudi zaradi tega, torej, zakaj je Slovenija uspešna v smučarskih skokih? Zato, ker ima kar 3 planete v astrološkem znamenju dvojčkov. In zato je v Sloveniji zelo močno prisoten element zraka in zato so ti športniki tudi tako zelo uspešni. Od junija do oktobra se bo potem Jupiter vrnil v raka, kjer bo v aspektu s Saturnom in zato bo to potem faza čustvenega čiščenja, stabilizacije in tudi notranjo zrelost bomo pridobili v tem času. In to seveda lahko pričakujemo pomiritve, tudi zaključitev sporov, vojn, jaz bi rekla, vojna v Ukrajini bi se lahko takrat končala v tem obdobju, ali bo pa precej večja aktivnost na mirovnih sporazumih, ker želja po miru bo zagotovo večja na kolektivni ravni. Potem Jupiter v raku bo gledal tudi na škorpijona in ribe, ker bo aktiviralo pozitivni karmični trikotnik. Zdaj v vedski astrologiji se takšna konfiguracija imenuje Dharma trikona ali Dharma trine. Zdaj, zakaj je tako? Prva hiša, torej Lagna, 5. hiša in 9. hiša so trikon hiše, ki skupaj tvorijo trikotnik Dharme. In ko je Jupiter v eni izmed teh hiš, torej v prvi v raku, in ker je tudi egzalteran, kar se bo v juniju zgodilo, in s svojimi naravnimi aspekti gleda na 5. in 9. aktivira celoten Dharma trikona, ki je pa zelo, zelo dober, zato ker je Jupiter v raku in tukaj egzalteran, torej izjemno dobro postavljen, ima zelo, zelo pozitiven vpliv. In zakaj pa prinaša ta Dharma trikona? Močno zaščito vsem nam, duhovno rast, torej to je leto, ki je zelo dobro za to, da duhovno zrastete, da dvignete zavest, potem prinaša srečo, vodstvo, podporne dogodke, potem prinaša tudi skladno življenjsko potjo in božjo milostjo ali naklonjenostjo, kar velja tako za posameznike, kot tudi za kolektivno dogajanje. Torej, to je res leto, ko lahko najdete svoj smisel v življenju, zakaj ste tukaj. Če pa to zelo, zelo dobro leto tudi, da greste na astrološko svetovanje, da se vam torej odpre ta slika, da vidite, ker Džotiš je luč, ki vam pokaže pot za naprej in zato je zelo dobro, da greste torej na astrološko svetovanje, da vam torej astrolog lahko pove, lahko sem to tudi jaz, torej
kakšno je vaše poslanstvo. To je zelo, zelo dobro leto za to, ker je velika podpora. Ampak Jyotish vam to lahko pove, torej vsakokrat, ko pridete na Jyotish, ampak torej to leto bo še posebej, bom rekla, dobro za to. Potem Jupiter, torej v Dharma trikotniku, torej eden najbolj ugodnih položajev v Jyotishu, in zaradi Jupitrovega vpliva bo prva polovica leta torej bolj naklonjena strelcem, kasneje pa kozorogom, tudi še dodatno. Torej strelci in kozorogi bojo tudi, bom rekla, blagoslovljeni, torej strelci prvo polovico, kozorogi pa drugo, to je pa še neka dodatna informacija. Od konca oktobra do decembra bo pa Jupiter vstopil v Leva in ponovno aktiviral os luninih vozlov, ker se bosta Rahu in Ketu še vedno nahajala v Vodnarju in Levu. In ko bo v prvi polovici leta v dvojčkih, bo tudi retrograden in svojim pogledom bo aktiviral še Bika. To bo torej ustvarilo 4 ločene faze rasti na različnih področjih življenja, kar pomeni torej od znanja, odnosov do doma, kariere in tudi ustvarjalnosti in kreativnosti. Drugače sem za Jupitra naredila video posebej, splošno napovedjo in napovedjo za vsa znamenja, link je spodaj, pa si to lahko pogledate. O prijavi na novičke pa seveda dobite tudi napoved za Jupitra za vsa znamenja, ker ta video je splošna napoved, ko se boste pa prijavili na novičke, pa ne boste dobili samo napoved za leto 2026, ampak tudi napoved za vstop Jupitra v Raka. No, zdaj bi pa mogoče nadaljevala torej Saturnom, Šani, je planet karme, discipline in resničnosti, skozi vse leto bo v znamenju Rib, Saturn je drugače v Ribe vstopil 29. marca 2025 in bo v Ribah ostal vse do 3. junija 2027, torej on je kar dolgo v enem astrološkem znamenju, in v Ribah, ki je zadnje znamenje zodijaka in je povezano s konci, raztapljanjem, predajo, tudi žrtvovanjem, bo Saturn še vedno čistil preteklost, zaključeval bo stare zgodbe in dolgove in potem tudi preverjal, kaj v našem življenju res drži preizkus časa. Torej, preverjanje bo zagotovo. In zato v prvi polovici leta še vedno lahko pričakujete pritisk na veze, to bo še vedno zelo močno. Velja, da se bojo veze ali poglobile ali pa bojo razpadle. Zdaj, če so bile na pravih temeljih, se bodo obdržale, drugače ne. In zagotovo bo tudi to leto, ko ne bomo želeli površinskih odnosov, ampak bomo pričakovali resnost, vztrajnost. Seveda pa je odvisno vse od nas, ker imamo tudi svobodno voljo. V drugi polovici leta, ko bo pa Saturn retrograden, bo pa to prineslo dvostopenjsko karmično čiščenje in tudi močne poravnave, tudi zaradi Rahuja. In to bo zelo močen čas za čiščenje preteklosti, sprejemanje odgovornosti, ocenjevanje in postavljanje novih temeljev, posebej v odnosih, ozirali se bomo nazaj in se spraševali, kaj je tisto, torej, kar smo mogoče naredili prav, kaj ne, torej bomo se ozirali nazaj, ker retrogradnost vedno pomeni oziranje nazaj, lahko bomo čutili pa tudi ovire. Retrogradnost je tako, da bi nekdo na zavoro pritiskal, in bi lahko čutili tudi močne ovire v tem času. In bo pa to vseeno bolj harmoničen čas kot v prvi polovici leta, čeprav bo Saturn retrograden, ker bo Saturn od junija 2026 pod močnim vplivom Jupitra. In Jupiter bo takrat v harmoniji s Saturnom in zato bo to močno obdobje za reševanje naših odnosov, torej za pomiritev, za duhovno prakso, tudi sanje bomo lahko imeli preroške v tem času, ki nam bojo tudi povedali, v katero smer naj gremo. Vizije bojo močne. Zdaj tisti, ki imate luno v Ribah in ste v Sadesatju, boste v tem obdobju čutili močno olajšanje. Torej bo za vas bo lažje. Ker Saturn bo bolj blagodejen, ne bo tako močno pritiskal. Tudi za Saturna sem naredila video posebej splošno napovedjo, link je prilepljen spodaj, pa si to lahko pogledate. Potem posebej pomembni premiki bojo seveda tudi med mrki, ki pa bojo v tem letu. Bom kar pač naštela, pa boste si mogoče v koledarček zapisali. Torej 17. februar 2026 bo sončev mrk v Vodnarju. Tukaj bi lahko prišle na dan kakšne skrivnosti v prijateljih, lahko se vam pojavi kakšen
nov vir prihodka, zelo bodite pozorni na ljudi okoli sebe. Pojavi se lahko tudi kakšno tehnološko razkritje, drugače pa boste pozorni pri socialnih omrežjih, ker to je le sončni mrk v vodnarju. Pazite, da ne razkrivate kakšnih skrivnosti, da bo kaj prišlo na plano, tisto, kar nočete. Potem 3. marec 2026 je lunin mrk v levu, pazite pri investicijah. Potem tudi pri izobraževanju, tam so lahko kakšne skrite stvari, ki se bodo mogli rešiti. 12. avgust 2026 je sončev mrk v raku, v ospredju bodo vprašanja doma, nakupov, preurejanja in selitev, ker to je v raku, rak je v osnovi 4. hiša doma, potem tudi naše samozavesti, splošne izobrazbe, miru, tako da bodo zelo v ospredju ta vprašanja. 28. avgusta 2026 bo pa lunin mrk v vodnarju zopet, zdaj bo pa lunin, ne bo sončev, lahko nam bo nelagodno v družbi drugih, pazite pri denarju, torej spet te teme v zvezi s prijatelji, financami, okoljem, potem družbenimi vplivi, prijatelji, socialnim okoljem, predvsem to bo v ospredju. Ampak zato bom pa seveda spet naredila napoved, pa si boste to lahko takrat pogledali. Zdaj pa, če gremo naprej, Merkur bo vse skozi retrograden, ne bo vse skozi, torej skozi vse leto bo retrograden 3-krat, ne bo vse skozi retrograden, to bi bila katastrofa, ampak bo skozi vse leto retrograden 3-krat in to v zračnih znamenjih, vodnarju, to bo marca, dvojčku v juliju in tehnici v oktobru in novembru, torej malo gre tudi nazaj, naprej, ampak to nisem tukaj govorila, to bom v napovedih, ki bom naredila seveda posebej, vse opisala in povedala, to je samo na splošno. Torej, pomeni pa to, da bo v času, ko bo Merkur retrograden, veliko več težav, šumov in nesporazumov v komunikaciji, diplomaciji, prometu in tudi v poslu, kot ponavadi. In to velja za to leto 2026, ker je Merkur, ki sam predstavlja govor in komunikacijo v zračnih znamenjih, ki pa tudi predstavljajo govor in komunikacijo. In zelo zanimivo je, da marec, ko bomo imeli volitve v državni zbor, sicer datum še ni določen, upam, da ne bo glih takrat, ko bo retrograden, ampak bi se glih to lahko zgodilo. To bo, torej marec bo torej zelo pester in zanimiv, pazite, veliko bo dezinformacij. Drugače pa ne pozabite, torej te napotke pa vedno dajem, med retrogradnim Merkurjem ne sklepajte novih poslovnih povezav, ne podpisujte ničesar pomembnega. Ker ob večjem zavedanju tega, nam bo Merkur lahko vsem nam zagodil manj kot običajno, kot drugače. Tako da to napotki. Torej, potem od oktobra do decembra 2026 se pa zgodi prava energetska preobrazba, torej pa veliko sprememb se bo zgodilo, kar boste tudi verjetno čutili. Venera bo retrogradna v tehnici od 3. oktobra do 14. novembra, Jupiter bo stopil v leva 31. oktobra 2026, ter lunina vozla bosta spremenila znamenji. To bo torej zelo, zelo velik energijski premik. Keto bo zapustil leva in bo prišel v raka, Rahu bo stopil v kozoroga. 25. novembra 2026 se bo to zgodilo in tudi zato bom seveda pripravila napoved. Ves čas leta bo tako Rahu deloval v Saturnovih znamenjih, Saturn pa bo bival v Jupitrovem znamenju, kar pa kaže na zelo močno karmično prepletanje teh dveh sil, torej Rahu bo vse skozi pod vplivom Saturna, torej celo leto, torej zdaj je v vodnarju in bo do novembra, potem bo po kozoroga vstopil in bo spet pod vplivom Saturna, zato bo to prepletanje torej zelo močno. Tako da, torej začetki pa konci, torej lahko boste torej razrešili neke stvari, res začeli na novo, pa to ni pomembno, ali je to na poslovnem področju, ali je to na osebnem področju, torej zagotovo nas čakajo res večji premiki, torej posebej tista znamenja, ki sem povedala, ribe, škorpioni, raki in pa mogoče tudi zračna na prvi polovici, ampak predvsem pa ta, za katere sem rekla. Torej to bo tudi čas globokih preobrazb v odnosih, ljubezni naši podobi v svetu, nekateri bodo sklenili življenjske zaveze, drugi bodo ponovno stopili v stik z ljudmi iz preteklosti. To bo namreč čas vračanja starih ljubezni in prijateljstev, to bo povzročila retrogradna Venera od začetka oktobra do sredine novembra, torej retrogradna Venera prinese stare prijatelje, da ponovno stopijo v naše življenje, ljubimci pretekli,
neke stvari, mogoče tudi kakšne stvari, ki smo jih delali povezavi z umetnostjo, pa smo jih mogoče opustili, pa jih boste zdaj spet na novo začeli delati, a ne? Take stvari Venera prinaša. Potem možne bojo pa tudi nenadne selitve, nenapovedana potovanja ter pospešen razvoj umetne inteligence, bo pa tudi večji fokus na družbeno ureditev, poslovne povezave, inštitucije. Torej seveda konec leta, ko se Rahu in Ketu premakneta, torej bo tudi večji fokus na posel, status, torej kako živimo, kaj delamo, kje delamo, ali smo dovolj plačani, to bo zelo močan fokus na to, ker Rahu bo šel v Kozoroga, ne? Medtem ko Ketu bo šel pa v Raka, tako da so pa možne selitve, a ne? Spremembe v domu so možne, a ne? To bosta seveda Rahu in Ketu prinesla, ampak kot pravim, seveda bom zato tudi naredila natančno napoved in boste seveda takrat lahko še več zvedeli o tem. Torej, najbolj intenzivni meseci tega leta bojo februar, marec, avgust, obdobje od oktobra do decembra. Najbolj aktivirana znamenja leto 2026 pa bodo vodnari, ribe, kozorogi, dvojčke in raki, tudi levi, torej približno polovica zodijaka. Ja, kar polovica. Torej, zelo pomembno je, da pogledate, ali imate osebne planete v teh znamenjih, ter v katerih hišah vašega horoskopa se ti znaki nahajajo, ker tam bojo spremembe in preobrati. Torej, kot sem že prej večkrat povedala, za vse te premike, ki sem jih zgoraj navedla, bom torej v letu 2026 naredila napovedi, splošne za vsa znamenja, ki bojo dostopne na mojem blogu, torej na moji spletni strani oracleoflight.org ali kot video na YouTube, za tega vas seveda povabim, da me naprej spremljate. Bom pa zdaj še, torej, da bi zaključila ta video, torej, če se vrnemo na leto 2026, kakšne bojo torej glavne teme tega leta? To bo torej leto, torej velikih sprememb, prevzema osebne odgovornosti, torej z vloge žrtve zdaj lahko stopimo v vlogo avtorja svoje zgodbe, torej sami lahko nekaj naredimo. Potem voditeljstvo in integriteta, pomembno ne bo le to, koliko moči imaš, ampak kako jo uporabljaš, torej zelo pomembno, da ne delujemo na egu. Potem bo to leto zelo močno za karmično čiščenje, torej zapiranje starih poglavij, starih navad, odnosov in projekti se bojo končali, ki niso več v skladu z našo resnico. To se bo vse želelo zaključiti. Torej, mi bomo zaključili vse, kar ne bo rezoniralo z nami, kar ne bo, bom rekla, torej, kar ni povezano z nami, kar ni naše poslanstvo, to se bo zaključilo. Potem v skladu s karmičnim čiščenjem bo potekala tudi intenzivna duhovna rast, Sonce, Jupiter in Saturn skupaj namreč odpirajo, torej vprašanje za vse nas, kaj je moj pravi namen. Posebej Saturn v ribah bo mnogim prinesel občutek, da želijo vse pustiti za sabo in začeti znova. In seveda leto številke 1 in bo pa pri tem zelo pomagalo. Bo pa to leto podporno za selitve, povezave s tujino, za nova izobraževanja, posebej povezavi z duhovnimi vsebinami, večje potrebe po skrbi za zdravje, prehrano in telo, potem večja bo želja po osvoboditvi od preteklosti in pogleda vase, notranjega čiščenja. Kolektivno bodo pa predvsem v ospredju še vedno zaprte ustanove, o tem sem že veliko govorila, ko sem naredila tudi napoved za Saturna. Bolnice, šole, zapori, pa tudi druge zaprte ustanove in še vedno bo veliko ukvarjanja z marginalnimi skupinami, naprimer Romi, kot lansko leto. To sem že napovedala v letu 2025 in tudi pri napovedi za Saturna, da bo veliko se bomo ukvarjali z Romi in kot vidite, leto 2025 je dejansko to prineslo in se to uresničilo. Potem veliko bo tudi novih inovacij, napredka, konec leta pa se bo fokus usmeril tudi na posel in karierne dosežke. Torej, leto 2026 vas torej vabi, da stopite v lastno avtoriteto, da živite bolj iskreno, pristno, pogumno in zavestno, da svojo moč uporabite za ustvarjanje, služenje in ljubezen, ne za boj in dokazovanje. Torej, to je leto 2026. Torej, zdaj na koncu naj vas pa še enkrat povabim, da se prijavite na moje novičke, da prejmete brezplačno napoved za vsa astrološka znamenja za leto 2026. Torej, posebej poudarjam, te napovedi so splošne, ker so dogodki odvisni od vaše osebne natalne karte in postavitve planetov v njej. Zdaj pa kako pa te napovedi torej berete jih po znamenjih. Napovedi so napisane glede na vaš ascendent.
To kaže, kako se dogodki manifestirajo v vaši zunanji realnosti. Če si preberete napoved za Luno in Sonce, pa razkrivata Sonce, torej vašo splošno življenjsko temo, vaše poslanstvo, namen, Luna pa vaše notranje doživljanje, vaše čustveno stanje, kaj se bo na čustvih oziroma v povezavi z čustvi dogajalo. Napovedi so seveda praktične smernice, ki vam bodo pomagale planirati leto 2026 v večjih kosih, približno po četrtinah. Zdaj, za vašo povsem osebno analizo, če bi želeli priti k meni, torej na osebno analizo, pa imam zdaj v decembru, januarju pripravljeno izjemno ugodno ponudbo, samo za naročnike mojih e-novičk. In zato vas vabim, da se vpišete na moje e-novičke, kjer boste pridobili vse te informacije. Za konec pa naj vas pozdravim še enkrat in naj vam vsem zaželim srečno, uspešno in ljubezni in miru polno novo leto 2026.